prav, govorimo o Haftiji in Ahmed al-Hasan in imami so rekli, da če bi našli ljudi, ki bi zmogli to prenašati, poslušati, verjeti in razumeti njihova izročila, bi bil svet drugačen. Vendar takšnih ljudi še niso našli. Se pravi, Imam Ali v svojem času ni našel nikogar, ki bi zmogel nositi to znanje. Ni ga našel. Zato je hodil ven sredi noči in govoril v zemlji. Zemlji je razlagal to, ker ni našel nikoga, ki bi ga razumel. In govoril je sredi puščave, glavo je potisnil v vodnjak in začel razlagati to znanje, ker ni bilo nikogar, ki bi lahko to prenesel. Potem v drugem hadisu je Mejtam al-Tamar, eden najbližjih spremljevalcev imamo, rekel, da ko je bil na trgu, je k njemu prišel Asbak ibn Nubata, še en bližji spremljevalec, vodja vernikov, mir je z njim, in rekel, gorjeti o Mejtam. Se pravi, slišal je od poveljnika vernikov težak in strog hadis, da je slišal ta prenos in rekel mu je, kaj to je. In človek je rekel, slišal sem ga reči, da so izreki družine preroka, mir je z njim težki, da so izjemno težki. Prav, nihče jih ne more nositi, razen bližnjega angela, poslanega preroka ali vernika, katerega srce je Bog preizkusil v veri. To pomeni, da od vseh 124,000 prerokov in poslancev nihče ne more nositi teh hadisov razen poslancev, med vsemi angeli jih lahko nosi le najbližji angel. Običajen vernik jih ne more razumeti ali doumeti, hitro bi jih zanikal, le vernik, katerega srce je Bog preizkusil, jih lahko nosi. Prav, kdo ste to slišali? Če ste, mi povejte. Evo, še je doktor Nauka, govorimo o Haftiji. Če ti je poznana tema, pridi, ker imaš zanimiv nik, doktor Nauka, tako da me zanima, če kaj veš o tem. Mogoče pa bi bilo dobro mi razložiti, recimo, ker mnogi muslimani ne razumejo, da pač jaz nočem, da oni meni razlagajo, ker jaz namreč vem, kaj oni verjamejo. Jaz poznam do neke mere, pač, kaj so Hanafije, kaj so Sufi, kaj so Salafiti, kaj je Akida, Ibn Tajmije in te stvari. Jaz rečem, fajn je fantje, da pridete meni to razlagati, še posebej sem vesel, ker pridete v arabščini. Ampak rečem, fantje, jaz arabsko vas ne razumem, imate seveda zelo dolge brade, ampak jaz vas ne zastopam, ker jaz se nisem naučil arabsko. Mogoče, v prihodnosti, če se bom naučil arabsko, jih bom celo razumel, kaj govorijo. Ampak, ko pridejo na sam kanal, rečem, ustavi konje, ker te bom odstranil jaz iz kanala. Bom rekel, pej dol z kanala, ker tlele ne govorimo arabsko. Razumeš, doktor Nauka? Ti moram po srbo-hrvaško povedati, povej, vse ni problema. Kokor želiš, ti bom razložil, lahko tudi od naprej nazaj ali od nazaj naprej. Če ne razumeš, če ti ni Slovenija pri srcu, jaz ti zato nisem kriv. In meni Bosna je, imam prijateljev, imam znance, ki govorijo bosansko, tudi jaz govorim, ampak zdaj govorim slovensko, da me mogoče, da se tudi vi malo naučite, kakšnih izrazov, da tudi ne more nekdo reči, zdaj bom pa jaz rekel, verjamem v preroko Mohamede in zaprl ta svoj krog ljudi in rekel, mi smo pa zdaj muslimani, zdaj pa to pa ne sme biti nekdo drug, verjetno neki, ker je to samo za določen krog ljudi. Prav, lahko to rečeš, ampak jaz vas dam na preizkušnjo, da to ni možno. Zakaj? Ker jaz sem sprejel, v bistvu sem priznal sem, da je Mohamed prerok Boga in da je njegov poslanec in da ni nobenega drugega Boga razen Boga. In kaj je zdaj? Ne moram tega v slovenščini reči, bi se mogel v arabščini naučiti, ne razumem zakaj ne. Zdaj, mogoče zaradi tega, ker nekdo misli, da ima nekdo v nekem smislu versko prevlado nad celotno religijo in bi moglo to v tem smislu ostati in da bi
zdaj poznali zgodovino, ne, pač, ampak za mene je imam ta človek za mano, ne, ki je imam Mehdi in je tudi Kaim, ne, eden od Mehdijev seveda. Mahdi pomeni, da je pravilno voden. Pravi, Abu Samit, da grem naprej, ne, je razumel, da mora obstajati skupina, ki je više od prerokov, nadangelov in celo preizkušenih vernikov. In se pravi, zdaj treba vedeti, kdo so ti ljudje. Ne? Pravi, kdo lahko nosi to. Ne? In odgovoril je, mi jih nosimo. Ne? Se pravi, torej tisti, ki lahko nosi najtežje hadise, doseže stopnjo, ki pripada njim. Ahlul Bejt, mir je z njimi. Zelo pomembno je, da človek zmore sprejeti težke hadise. Če jih ne more sprejeti, je na izgubi, kajti stopnje so odvisne od tega. Ne? Zdaj, če nekdo to sprejme, jih lahko sprejme, ne? Ampak dobro, Imam al-Sadiq mir je z njimi rekel, se pravi, vedite vi, vaši bratje, da se položaj in stopnje ljudi pri njih ne določajo po tem, koliko molijo, koliko darujejo, koliko romajo ali opravljajo obrede, ne? Temveč potem, koliko lahko od njih prenese. Zdaj pa gremo na ta hadis Al-Haftije, imamo pač knjigo z naslovom Al-Harta Šarif, ne, in jo imam pač tudi interaktivnost, delam nekako eno tako animirano predstavitev knjige, ki sem jo že omenil. Ne. Na voljo je vsem, ki jo želijo prebrati. Se pravi, je ena najbolj neverjetnih knjig, kar jih boste kdaj brali in jo lahko brezplačno prenesete spletne strani Ahmadiyya Religion of Peace and Light.org. Se pravi, v tej knjigi se pojavlja tema, podobna tisti v knjigi Ummul Kitab, ki smo jo obravnavali v enem izmed nedavnih predavanj. Skupna jim je ideja o številu 7. Ponavljanja sedmice, pač 7 kupol, 7 ciklov, 7 Adamov in beseda kaf v perzijščini pomeni kaj? Pomeni 7, ne? Pomeni 7. Nekatere izločila omenjajo pač 7 Adamov, druga 1000 Adamov, tretja 21 Adamov, odvisno od konteksta, pač fizičnega vesolja ali dimenzije. Zdaj bomo pogledali nekaj izročil iz Al-Hafta. Kmalu bomo videli, zakaj so tako težka za razumevanje. Se pravi, v enem izročilu Al-Mufadal ibn Umar vpraša Imam al-Sadiga, alejhi salam, ali obstaja še kakšen svet poleg našega. In odgovoril je, o Mufadal, ustvarjenih je 12.000 kupol, podobnih te tvoji. Če bi bila ta tvoja postavljena med njih, sploh ne bi bila opazna. Vsaka kupola ima 12.000 vrat, širina vsakega vratnega krila pa je 12.000 let. V njih stojijo vrsti ljudi tako gosto, da če bi vrgal iglo, bi zagotovo padla na glavo enega od njih. Vsi pa slavijo Boga, ne? Drugo izročilo govori o tem, da je bilo pred nami 7 Adamov, ki so živeli, bili rojeni in vstopili v raj ali peklo. Nato se je zemlja znova izpraznila. To kaže, da se stvarstvo odvija v ciklih, se pravi, da se odpira in zapira, vsak cikl ima svoj sodni dan. Drugo izročilo pravi, da ima ta svet 400 ciklov, vsak cikl pa traja 400.000 let, v nekaterih verzijah 50.000 let. V vsakem ciklu je 7 Adamov in vsak ima svojega Noeta, Abrahama, Mojzesa, Jezusa in Mohameda, mir je z njimi vsemi. In kaj ne? Zurara pripoveduje, da je Imam al-Bakir, mir je z njim rekel, pred našim Adamom jih je bilo 6. Je bilo 6 Adamov, ki so že bili sojeni in poslani v raj ali pekel. Pojasnil tudi, da so angeli vedeli za pokvarjenost človeka, ker so videli prejšnje cikle in neuspeli Adame. Prav, to odpira idejo, da uspeh ni zagotovljen, ne? Niti za Adama posameznega cikla. In drugo izročilo pravi, da obstaja 7 nebes in 7 zemelj. Spravi 7 nebes, 7 zemelj in v vsaki zemlji sta Adam in Noe. Prav tako naj bi Koran ohranil dokaze za to, zgodba o Mojzesu in faraonu se ponovi 7-krat, vsakič drugače kot opis različnih ciklov. Vsak Adam ima svojega Mojzesa in faraona in ti liki se ponavljajo. Se pravi, kaj pa Ahlul Bejt? V enem izročilu Imam al-Sadiq, mir z njim, pojasni, da so Mohamed, Ali, Fatima, Hasan in Husein prisotni v vsakem ciklu, ne le kot imena, ampak kot neke vrste iste različnosti. Rekel je pač to so oni in natančno oni. Ne? Pojasnil je tudi, da so oni tisti, ki začnejo vsako stvarjenje in če Bog uniči stvarstvo, jih povzdigne sebi, zato pa jih pošlje novemu stvarstvu kot poslance. Drugo izročilo pravi, da se vse začne z Mohamedom in njegovo družino, ne?
Na koncu imamo Sadik razlaga pomen verza, vse bo minilo razen njegovega obraza. Pojasni, da Božji obraz pomeni njegovo religijo, pač Božji obraz pomeni religijo in da so imami ta obraz, preko katerega se Bog spoznava. In imamo tudi vers koranski, pač kamorkoli se obrneš, je obraz Boga, so imami in zato pravzaprav ni važno, v katero smer se obrneš. Ni treba z telefonom iskati, kje je ta črni kamen, da se obrneš k njemu. Prav vse drugo izgine, oni pa ostanejo kot vodniki med služabniki Boga, dokler obstaja potreba po njih. In to je to na nek način. Zdaj pa, to so ista imena, vendar so v vsakem ciklu različne duše. In zakaj to vemo? Ker je Adam je vsakič mu je sojeno, če je Adam vsakič sojen, potem je njegova vloga končana, izpade iz igre in naslednji cikl se začne z novim igralcem, ki postane novi Adam, novi Abraham ali novi Mojzes tega cikla. Samo Mohamed in njegova družina, imami, so tisti, ki se ne spreminjajo, ni drugih Mohamedov in ni drugih imamov. Sicer bi sodba izgubila smisel. In če zdaj to navežem na tisto, kar sem govoril prej, je na ta način Koran živa knjiga. In vloge se ponavljajo, identitete pa ne. Se pravi, razen pri Ahlul Bejtu in njihovih nasprotnikov. Tudi najbolj zlobni, kot sta Abu Bakr in Omar, ostajajo stalni, nenehno se bojujejo proti Mohamedu in njegovi družini. In na kaj vse to spominja? Na mit o Eru. Kdo pač ne pozna tega mita o Eru, o tem pač je ta mit, ki govori o Eru in gre za zgodbo o človeku, ki potuje skozi posmrtno življenje. Med svojim poslovanjem vidi, kako deluje cikl ponovnega rojstva, opisuje, da so duše morale pristopiti k boginji usodje in on ob njej je stal tolmač, ki jih je razvršal pred njen prestol. V njenem naročju so bili kupi plošč označeni s številkami ter tablice z zapisanimi življenji. Vsaka tablica je predstavljala način življenja kot zemljevid potovanja. Življenja so bila različna, od kraljev do beračev. Se pravi, podobno opisuje tudi Al-Haftar Šarif, da obstajajo cikli, v kateri duše vstopajo in vsa življenja so že določena. V vsakem ciklu je Adam, Noe, Abraham, Mojzes, celo sodobne osebe, vse vloge so pripravljene. Toda v vsakem ciklu jih igrajo različne duše. Dokaz za to naj bi bil, da v vsakem ciklu obstaja tudi Omar, kar pomeni, da bi moral obstajati isti starši v vsakem ciklu, kar pa ne drži. Zato lahko vse življenje na zemlji razumemo kot eno veliko božansko igro, pač kot film, ki se znova in znova ponavlja. In večina te stvari obstaja enaka, scenariji, mi pa vstopamo kot liki in naredimo pač neke manjše spremembe v tem. In zdi se, da Bog želi, da iz tega filma nekaj dosežemo, zato ga vedno znova pač je nova repriza, je nov film in je vedno neka nova zgodba. Se pravi, angeli so videli prejšnje cikle, zato so rekli, pač, ali boš ustvaril nekoga, ki bo povzročal nered in prelivanje krvi. To so vedeli, ker so že videli prejšnje cikle, so rekli angeli. Videli so krvave Adame, ki so bili neuspešni, vedeli so, da so nekateri končali v peklu. Kaj pa se zgodi z verniki po ciklu? Izročilo pravi, da verni postanejo bližnji angeli. Bog z njimi govori in oni z njim. Prekleti pa postanejo bitja v ponižani obliki kot škodljivce, kače in škorpioni. Neverniki gredo skozi več stopenj, najprej kot preizkušeni neverniki, nato postanejo vse bolj pokvarjeni, dokler ne postanejo tirani in voditelji zla. Na koncu postanejo vrata nevere. In nato pač tudi prekleti satani in potem se ponovno telesijo v ponižnih oblikah v masko, da se očistijo skozi trpljenje. Ko verniki dosežejo svoj cilj, postanejo angeli. To pomeni, da so bili vsi angeli nekoč ljudje v prejšnjih ciklih. Prav tako so bili demoni in živali nekoč ljudje, ki so bili neuspešni iz prejšnjih ciklov, to pomeni, da duše napredujejo ali nazadujejo. In seveda nekatera izročila pravijo, da je bilo pred našim Adamom
21 Adamov. Vsak cikel traja 50.000 let in angeli, kot sta Gabriel in Mihael, naj bi bili nekoč ljudje v prejšnjih ciklih. Višji, kot je njihov položaj, starejši je njihov duhovni razvoj. Na to govorijo o koncu ciklov. Se pravi, ko Bog zamenja nebo in na zemljo z novo reprizo, se začne končni dogodek. Takrat se začne končni dogodek, prihod Kaima, ki je neke vrste ustajajoči voditelj, ustajnik, in njegova naloga je kaj? Je obnoviti pravičnost in vzpostaviti popolno čaščenje Boga. Vendar se njegov prihod pogosto odloži. Zakaj? Ker ljudje ne izpolnijo svoje zaveze, ne podprejo ga. Če bi bili verniki enotni in zvesti, bi se to zgodilo prej, kar je zelo pomembna točka za povedati. Izročila pravijo, da je bil njegov prihod določen za določeno leto, vendar je bil preložen zaradi dejanj ljudi. To pomeni, da se zgodovina lahko spremeni, da je to nek koncept bide. Na koncu se pravi, ta cikl naj bi bil zadnji, v prejšnjih ciklih je Kaimu vedno spodletelo, ljudje so ga izdali, to da v tem ciklu mora uspeti. Tančica se bo dvignila, ljudje bodo spoznali resnico in ne bo več izgovorov, potem se ponovni zagon cikl ne bo več zgodil, to je v bistvu zadnja ponovitev tega filma. In to je v bistvu to o Al-Haftiji in seveda treba je prebrati, kaj to pomeni, v bistvu, da je število 7 zelo pomembno in da seveda je treba brati te tekste tudi v razumevanju Korana. Zdaj, da se to razume, ne moramo zdaj govoriti, da so da je bila zgodovina, da je pričala drugače, kot se je odvila. Zdaj, razumeti to, zauzeti stav religijske, v redu, jaz nikogar ne bom sodil, lahko izražamo to preko, kakor kdo izraža, seveda, ampak jaz prepuščam vsakmu prosto pot, naj si, kot Abba Sadik recimo, prosto pot, izbrati voditelja, izbrati imama, izbrati kogarkoli hoče, da ga pripelje do cilja. Jaz sem si izbral Abba Sadika, za meni je Abba Sadik religiozno govorjeno učitelj, kar se religije tiče, in se popolnoma strinjam, da je za biti pameten ali pa govoriti karkoli o religiji, moramo biti prepričani, da govorimo resnico. Ne moramo zdaj govoriti neki in zakaj, ker danes je tako, da jaz v bistvu kdorkoli pride tle pa me žali, jaz te stvari nekako dam na internet, dam na YouTube, da vsi ljudje vidijo, pa dam na Facebook, da vidi, tam človek je govoril takole v arabščini, je začel groziti, in lahko ste grozite in psujete in tako, sam te stvari ostanejo na internetu. To je ta stvar. Da ne morajo ljudje zdaj govoriti, da predstavljajo islam, če ga niti ne poznajo. Ne mora zdaj človek reči, jaz pa bom tvoj učitelj. Bodi tiho, ker bom jaz ti razložil, kaj to religija je. Jaz pravim, ne. Nimaš ti kaj govoriti, ali pa razlagati, pa se pregovarjati z mano. Ne moreš, ker jaz te stvari nekako sem prebral, sem nekako zaključil to poglavje o religiji, ampak je vedno so dodatne lekcije tudi z drugih perspektiv, ki dajo marsikomu misliti, zdaj pa čisto vseh knjig pa nisem prebral. Zdaj lahko gremo pogledati knjige, recimo Platonovih diskurzov, Sokratovih diskurzov v platonizmu, ker kaj je Platon naredil? Platon je v bistvu povzel vse to, kar je Sokrat govoril, v bistvu je bil en tak tolmač Sokrata. Ampak, glejte, bomo to naslednjič imali, mogoče bomo celo šli kdaj skozi njih, ker so branje teh knjig, mene prebrati dobro knjigo mi je vedno bilo blizu. Zakaj ljudje ne berejo več knjig, je meni dokaj uganka, ampak pustimo te stvari. Dobar, evo, to je bilo to za danes, zdaj upam, da ste vsi razumeli, kaj sem rekel, in želim vam
lep petek jutri in uspešen vikend in uspešno branje Al-Hafta Šarifa. Če boste ostali na kanalu Aeropel Balkan, se bom naredil reklamo. 33. epizoda Al-Hafta Šarifa, refleksij je v angleščini na kanalu in če želite, lahko mi pošljete nove sugestije, morda nove, mogoče oporne točke, kaj vas najbolj zanima, recimo, ali pa če kaj ne veste, ne, zdaj, kater del Al-Hafta Šarifa vam je najbolj zanimiv, mogoče, ne. Evo, do naslednjič. Bodite v redu, peace be upon you and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salam Muhammedu ali Muhammed, ala ima wal megdin wa salam taslima, imejte se lepo.